Montreux, 11. avgusta 1990. Kjarin pozdrav. Prišli smo do konca, kakor vsako leto. Ne vem, če niste zdaj rahlo utrujeni. Ne. Kakorkoli, veste, ko pridem na oder jaz, govorimo o resnih stvareh. Torej, še trenutek zbranosti. Najprej se zahvalimo vsem, ki so prišli na oder, zahvaljujem se jim tudi v vašem imenu za vse prizadevanje, za priprave in tako naprej. Kot običajno bi vam rada povedala misel, s katero bomo končali ta dan, ki ste ga tako zelo pričakovali. Vsa ta leta je običajno misel povezana s Sveto Klaro. Tokrat mi ne bi bilo treba, ker sem že imela duhovno misel med telefonsko povezavo. Vendar vem, da niste nikoli siti. Neverjetna je ta želja. Zahvalimo se Bogu. Govorimo torej še o Sveti Klari. Nekaj, kar bi rada povedala, a je po mojem pomembno. Morda ne razumejo vsi daljnosežnosti tega, kar bom povedala. Sveta Klara je, kot sveti Frančišek, prinesla nov tok duhovnosti v cerkev, ki je, prav zato, ker je prihajal od Svetega Duha, prodrl vso cerkev. Tok, katerega osrednja točka je bila uboštvo. Cerkev je potrebovala uboštvo in Bog je poslal svetega Frančiška in Sveto Klaro, da bi dal skrivnostnemu telesu injekcijo uboštva. Brez dvoma je srce frančiškanstva uboštvo, čeprav ne moremo nikakor izključiti ljubezni. Svetemu Frančišku je lasten krik, ljubezen ni ljubljena. Če pomislimo na blaženo osebo, polno ljubezni, pomislimo prav na svetega Frančiška. Tudi na Sveto Klaro. Imela sta ljubezen. Zato sta odkrila bratstvo med vsemi možmi in ženami. Vsi bratje in vsi sestre. To bratstvo je bilo tako obširno, da je objemalo, kot veste, tudi vesoljstvo z ustvarjenim, soncem, brat sonce, sestra luna, sestra voda. To je bilo čudovito bratstvo, katerega poetski in duhovni izraz je pesem stvarstva, kot veste. Nekaj izrednega, bratstvo, ki ga je prinesel sveti Frančišek. Zato je prišla na svet, če tako rečem, nova vrsta kristjana po tej izredni karizmi, ki je bila taka tudi zaradi izrednega razvoja v cerkvi v tistem času. Tipičnega učenca te duhovnosti lahko imenujemo tako, brat oziroma sestra, tudi v redovnem okolju. Kaj zaznavamo, ko opazujemo to čudovito duhovnost svetega Frančiška? Ali na kaj smo pozorni in kaj opažamo pri naši duhovnosti? Brez dvoma tudi mi v naši duhovnosti merimo na ljubezen in na bratstvo, tako zelo, da pridemo do edinosti. Do edinosti med nami, edinosti z Bogom, s stvarstvom, z neustvarjenim, do edinosti, ki prodre povsod, prav kakor pečat Božje edinosti. Brez dvoma je tako. Zato je za nas ljubezen zelo pomembna. Vendar se je vse začelo iz temeljne točke in to veste, iz odkritja Boga ljubezni, Boga Očeta, kar je povzročilo v nas izjemno vero v njegovo ljubezen, vero, ki je v prvih fokolarinah, tako bi rekla, označevala njihovo osebnost. Če bi lahko izrazili, kdo so bile osebe, ki verujejo v ljubezen. Tako zelo je res, da veste iz zgodovine, če bi umrle zaradi bomb, bi želele biti vse pokopane v en sam grob z napisom, verovale so v ljubezen.
in mi smo verovali v ljubezen. Da, kajti odkritje Boga ljubezni je eno, Bog je naš oče, a verovati v ljubezen je ves naš del. Ta vera v ljubezen, to, da smo bile v očetovem naročju, v naročju ljubezni, je povzročilo, da se je v nas izrisal drugačen tip kristjana. To so odtenki, kajti vse je krščanstvo. Ta kristjan je otrok, sin, tisti, ki prepozna očeta, ki ni več sam, ker ve, da je ljubljen. Tega sina, tega otroka, tega malčka, ki se razcveti v tej mogočni veri v Božjo ljubezen, imenujemo, označujemo z imenom Popo. To je nov tip Kristusovega učenca, tip tega stoletja. Ko hočemo reči nekaj najlepšega za koga, naj je to Gen 4, Gen 3, škof, redovnik, volontarij, fokolarina, ko lahko rečemo največ, rečemo tisti je Popo, kar pomeni, tisti je prava konkretizacija naše duhovnosti. Tisti je razumel in živi, je Popo. Pred prihodom te karizme na svet, te nove rase kristjanov ni bilo. Začela se je pozneje, prišla je kasneje. Kakšne pa so značilnosti tega Popa, te Pope, tega evangeljskega otroka? Kaj je zanj značilno? Značilnosti lahko razumemo, če pogledamo prav otroke. Otroci se popolnoma prepustijo staršem. V njihovem naročju so in niso zaskrbljeni. Če se dogajajo nesreče, mirno gledajo, saj so v dobrih rokah, polni zaupanja so. Zanje je značilno zaupanje. To je Popo. Popo veruje v ljubezen. Ve, da je vse, kar se dogaja, njemu v prid in da to Bog hoče ali dopušča. Popo veruje v ljubezen, ima polno zaupanje. Vse prelaga na očeta. Dela z očetom. Večino dela prepušča očetu, kajti otrok je v očetovem naročju in vse dela oče. Ko ga kaj skrbi, vrže skrb vanj in pusti, da dela oče. In potem so stvari razrešene, kajti to je naša izkušnja. Redno so razrešene stvari, dan za dnem, a ne ena. Tudi 10 na dan. Popo, otrok, še posnema očeta. Res je, da številni otroci, če jih vprašaš, kaj boš, ko boš velik, povedo očetov poklic. Inženir, pilot in tako naprej. Celo tako daleč, da povedo očetov poklic, čeprav je ta rahlo neobičajen. Spominjam se, da je nekoč otrok, sin nekoga, ki je pokopaval mrtve, grobarja, in so ga vprašali, kaj boš delal, ko boš velik, odgovoril, grobar bom. Tako Popo. Popo posnema očeta. Kaj dela oče? Ljubi, ker je ljubezen. Popo, in dovolj bi bila ta definicija, je tisti, ki ljubi. Če ste pozorni, otrok noče vedeti za pravo življenje, to je za resnično življenje vsakega dne. On sanjari. Hoče se igrati. Komaj čaka, da bo nehal jesti in se šel igrati. Si ustvaril drugačen svet. Ne ljubi sveta, kakršen je. Noče oditi v posteljo, ker bi se še naprej rad igral. Gledati hoče risanke, ker hoče videti drugi svet, drugo življenje. Popo noče živeti zemeljskega življenja kar tako, ampak hoče biti v oblačku, kakor pravimo, v Božjem kraljestvu, živeti v nadnaravnem, vedno z Jezusom med nami. Drugo življenje, Božje kraljestvo, ne kraljestvo tega sveta. Jezus je namreč rekel, če se ne spreobrnete in ne postanete kot ti mali, ne boste vstopili. A če se spreobrnemo, vstopimo. Zato smo v oblačku, že in še ne popolnoma v nebeškem kraljestvu, kakor pravimo, a smo že v oblačku. Tako otrok noče vedeti za resnične zgodbe, mama je odšla, očka se je vrnil, ampak hoče pravljice, hoče lepe pripovedke, vedeti hoče za tisto, kar izstopa iz običajnosti, v kateri živimo. Tako Popo.
Popo ne vidi samo okoliščin takih, kakor si sledijo, ampak zna prodreti v znamenja časa. Zna videti Božje načrte. Zna odkrivati nadnaravno pod vsem dogajanjem. Popo živi v drugem svetu. Oče, zahvaljujem se ti, ker si skril vse to modrim in previdnim in jih razodel malim popom. Če opazujete, otrok bolj kot odrasli, bolj kot starejši, prejema veliko daril. Kdo je Popo? Tisti, ki je vedno znova presenečen nad Božjo previdnostjo, ki prihaja. Nikoli ni dovolj in pravi: veš, Kiara, želel sem si tisto stvar, prišla je. Zamislil sem si nekaj, prišlo je. Potrebovali smo tisto, je prišlo. Priča je vsem posegom očeta z njegovo previdnostjo. Otrok je srečen, ker ve, da je ljubljen. Popo je srečen človek. Pravijo, da je uniforma Popu veselje. Otrok je nedolžen, ne dela zla, ker ga ne pozna. Kdor ljubi, znova postane nedolžen, deviški, brezmadežen, kakor pravi Pavel VI, in znova postane nedolžen kot otroci. Ti so nekako popi. Otrok je še nenavezan na stvari. Mladi so na primer veliko manj navezani na stvari, na življenje kot odrasli. Tako Popo. Popo je nenavezan na življenje. Vidite, koliko lastnosti ima Popo. Še ena. Otrok se ne more, na primer, naučiti sam govoriti. Če se slučajno izgubi v gozdu, in to je bilo večkrat ugotovljeno, če ga kot majhnega pustijo tam in ko odraste, ne zna govoriti. Slišimo samo zvoke ali krike. Otrok ne zna spregovoriti sam, naučiti se mora od očeta in mame. Popo ne gleda toliko na svoje razmišljanje, na svoje besede, ki so vedno zelo majhne in bedne, ampak se uči besed očeta, Božjih besed, in v celoti je Božja beseda. Končno, otrok ni podoben samo očku, očetu, ampak tudi mami. Popo ni podoben samo Bogu, očetu, ampak je podoben Mariji. Zato vidite, tu je nekaj prvin, a če bi še primerjali z otroki, ker je Jezus rekel, ne gledamo nanje, če primerjate, boste našli vse prvine, da bi opisali nov tip kristjana v svetu. Moje voščilo je tole in sveta Klara naj nas blagoslovi, da bi bili vsi popi. Prepričana sem, da so prav otroci pravi Jezusovi učenci, najmanjši, mali. Morda je zato sveti Frančišek dodal svojim bratom, da so mali bratje. Skratka, hotel je, da so majhni, ker je spoznal iz evangelija, da samo mali vstopijo v kraljestvo. Moje voščilo je, da bi bili vsi čim prej popolni popi.